Dober dan, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Če se strinjate, bi kar začeli. Bi pozdravil tako predstavnike novinarjev kot naše goste. Najprej gospod Marušo Dolanc in pa gospoda Samota Dolanca iz Združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik. Danes bomo tudi predstavljeni, da bodo določene novosti, ki smo jih v Parku vojaške zgodovine priredili za ranljive skupine in med njimi tudi za gluhe, tako da zadevo prevajamo tudi v znakovni jezik. Torej, pozdravil bi tudi podpolkovnico Nino Radoha kot predstavnico Slovenske vojske, podpolkovnika Marka Hlasteca, načelnika Vojaškega muzeja Slovenske vojske in pa Matjaža Tomšiča, višjega samostojnega policijskega inšpektorja iz Generalne policijske uprave. Torej, zgodovikend, tradicionalni dogodek, jesenski dogodek, osrednji dogodek v letni sezoni Parka vojaške zgodovine. Priredimo ga vsako leto, tretji vikend v septembru, nadomestil je festival vojaške zgodovine, ki smo ga imeli včasih, to je vse do korone in potem zaradi vojne v Ukrajini, če se spomnite, smo opustili to ponazoritvene aktivnosti, ponazarjanje samih bitk. Zgodovikend se začne s seznanitvijo vojaških obveznikov, tako imenovano vestirango, kot ji pravimo pri nas na Pivki, ki jo pri nas pripravlja Uprava za obrambo Postojna. Vestiranga, vizita, štelunga, različna poimenovanja za nabor, ki je svoj čas predstavljal pomembno prelomnico v življenju mladih fantov. V nekaterih slovenskih pokrajinah se je dolgo ohranjal kot barvit običaj z okrašenimi vozovi fantov iz posameznih vasi. Tradicija je bila z ukinitvijo nabornega sistema sicer prekinjena, a jo skušamo v Parku skupaj z Upravo za obrambo iz Postojne obuditi in ohraniti kot neko živo dediščino. Festivalsko dogajanje zgodovikenda se bo nadaljevalo potem v soboto, 14. septembra, z dnevom odprtih vrat v vojašnici Stanislava Požarja v Pivki, tukaj pri naših sosedih. Gre za edino tankovsko vojašnico Slovenske vojske in pester program pripravljajo, ki ga bo pozneje mogoče predstavljati tudi podpolkovnica Radoha. Dogajanje pa je bogato tudi tukaj v Parku vojaške zgodovine, gre za pohod do podzemne utrdbe Alpskega zidu na primežu, pa vodene oglede po stalnih gostujočih razstavah. Sobotno dogajanje v Parku bo pa zaznamovano predvsem z novo razstavo Slovenija pod točo bomb, zavezniška bombardiranja v letih 1944 in 1945, ki je plod dolgoletnih intenzivnih raziskovanj zgodovinarja Saša Radovanoviča iz Maribora. Gradivo za razstavo prihaja iz različnih arhivov v Združenih državah Amerike, Velike Britanije, Slovenije, tudi drugod po Evropi, kamor je Sašo Radovanovič v teh letih raziskoval. Razstava obdeluje nekoliko zapostavljeno zgodovinsko temo, ki jo pač to razstavo nekako skušamo odstreti ob 80-letnici teh intenzivnih zavezniških bombardiranj, železniške in druge infrastrukture, proizvodnih obratov, sovražnikovih postojank na slovenskem ozemlju. V teh bombardiranjih je bilo na slovensko ozemlje odvrženih okrog 8000 ton bomb, umrlo je več kot 2500 civilistov, železniških uslužbencev, nemških in drugih vojakov, porušeno je bilo ogromno stanovanjskih, drugih zgradb. Razstavo bo odprl pisatelj Tone Partlič, ki je živa priča bombardiranja Maribora, ki ga vidimo tudi na tej fotografiji. Ideja, pobuda za razstavo je mogoče prišla tudi iz tega vse pogostejšega vprašanja, ki se pojavlja ob neeksplodiranih bombah, ki jih praktično vsak teden se kakšna najde, odkot prihaja vsa ta dediščina. Je pa res za neko
dogajanje, ki ga bomo mogoče s to razstavo povezali nekako skupaj. Ne? To pred par dnevi smo obeleževali 80-letnico potopitve Rexa, ne? To je fotografija, ki je tudi del razstave, ali pa bombardiranje Postojnske vojašnice. Ne? Tako, ob odprtju razstave bo njen avtor Parku vojaške zgodovine predal tudi obsežno gradivo, ki ga je pridobil v teh letih raziskovanja predmetne teme. Gre za elektronske kopije kar 130.000 dokumentov s podatki in fotografijami bombardiranja Slovenije in tudi drugih krajev v srednji, južni, vzhodni Evropi. Dragoceno gradivo po večini prihaja iz Agencije za raziskovanje zgodovine ameriških zračnih sil, Air Force Historical Research Agency, in bo parku omogočilo vzpostavitev res bogate podatkovne baze o dogajanju med drugo svetovno vojno. V soboto popoldne bo v sodelovanju z Veleposlaništvom Republike Poljske in pa Centrom judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor tukaj v parku projekcija novega dokumentarnega filma Punčuh, pravičnik v Varšavi, ter predavanje Borisa Hajdinjaka, direktorja Sinagoge Maribor, ki bo predstavil življenje in delo Franceta Punčuha, ki je bil rojen leta 1902 v Logatcu, tukaj naš rojak. In je v drugo svetovno vojno junaško pomagal Judom v Varšavi, bil ubit med Varšavsko vstajo leta 1944 in je posthumno zaradi te svoje nesebične pomoči in junaškega delovanja prejel častni naziv pravičnik mednarodni. Zgodba je pa nas zelo pozabljena in smo veseli, da lahko pomagamo pri razkritju, predstavitvi, promociji te zgodbe. Sodelovanje s poljskim veleposlaništvom se navezuje tudi na razstavo o Varšavski vstaji, ki smo jo odprli za poletno muzejsko noč, namreč letos, poleg vseh drugih obletnic, obeležujemo tudi 80-letnico Varšavske vstaje in smo skupaj s poljskim veleposlaništvom postavili to razstavo, ki je postavljena tukaj poleti, jeseni, tukaj v Parku vojaške zgodovine. Višek festivalskega dogajanja bo pa v nedeljo, 15. septembra. Že zjutraj se bodo lahko obiskovalci povzpeli do podzemnih utrdb Alpskega zidu, skozi katere se bodo sprehodili v spremstvu članov zgodovinskega društva Rapalska meja. Ob 10. pa bo minister za notranje zadeve, magister Boštjan Poklukar, obiskovalcem slovesno predal palubo in notranjost čolna P-111. Gre za nekakšen zaključek prve faze obnove čolna, ki je iz Luke Koper v Park vojaške zgodovine, če se spomnite, prispel v novembru 2021, pa bi Boštjan mogoče lahko zavrtel posnetek tega transporta, ker šlo je za res en tako izjemno logistično operacijo. Če se spomnite, takrat smo ji dali ime Argo 2, ne, v nekako spomin navezavo na transport ladje slavnih argonautov, ne. Ta je tekla sicer v nasprotni smeri, ne, pa vendar ni šlo za nič manj zahteven logističen projekt. Če se spomnite, čoln je težak, dobrih 40 ton, ne, ampak to ni bil glavni problem. Glavni problem je bil višina, ker gre za več kot 7 metrov visok tovor, ne, in ki ni mogel iti na avtocesto. Ne. To je avtocesta prenese samo 4,5 metra višine, tako da smo morali iti po stranskih, lokalnih, regionalnih cestah, ne, in je bil res izziv na meji možnega, torej zapreti magistralno cesto za sam transport, zapreti pod avtocesto, ker smo jo morali preči pri Divači, sklapljali smo 2 mednarodna daljnovoda in pa 100 teh raznih elektrovodov, telefonskih kablov, optike. Kar je navdušujoče, no, pri tej zgodbi je tudi to, no, da dogajalo se je to konec novembra, mi smo imeli v našem proračunu mogoče par jurjev še za investirati v kakšen tak projekt, to pa kakorkoli smo obračali, ne, in seštevali te številke, je šlo na 100 000 plus, ne.
In to, da smo uspeli vse akterje, od pač Luke Koper, prevoznikov, podjetja Dvig, ki je naš pomembnejših sponzorjev, potem pa vseh teh, ki upravljajo infrastrukturo, DARS, DRSC, Telekom, elektropodjetji, navdušili do te mere, da so prepoznali v tem nacionalno pomemben projekt ohranjanja kulturne dediščine, in pristopili bodisi res z nekimi simboličnimi taksami in tako naprej, ki smo jih mogli plačati ali pa čisto zastonj. To je prečenje avtoceste, tukaj pri Divači. Tukaj za posamezne vasi, kamor smo se premikali, seveda je bil tu dogodek desetletja. Vse staro in mlado je bilo s telefoni, slikarno. To je tukaj spodaj. Čoln je dolg 21 metrov. Teža je 40 ton, ampak na kamionu ni šlo pod 7 metrov. Čeprav smo pobrali del stvari gor, dol, ampak ni, pač to je bilo. Cel dan trajalo. Ja, cel dan, ampak smo od jutra do večera uspeli priti v skladu s terminskim planom sem do parka. Sveda veliko navdušenje, odpirali šampanjce in tako naprej, ampak mi smo se zavedali, da ga moramo potli v naslednjih 2 dneh spraviti na zgornjo ploščad, ker bo pa glihen toliko obsežen projekt, vsega skupaj par 100 metrov, ampak za teh serpentin je bila zadeva zelo zahtevna. Tako, veseli smo, da si je s pomočjo Ministrstva za notranje zadeve prišlo do te prve faze obnove, ni obnovljen cel čoln, ampak takrat smo si zadali nalogo, da čimprej vzpostavimo možnost obiska notranjosti čolna in od nedelje naprej bo to tudi temu tako. Policija bo imela v nedeljskem dogajanju tudi sploh pomembno vlogo, zlasti v dopoldnevu, čez cel dan se bodo predstavljale policijske enote, dopoldne bo pa tudi dinamična predstavitev, pa bi povabil gospoda Tomšiča, višjega samostojnega policijskega inšpektorja, če mogoče predstavi aktivnosti policije v okviru Zgodovikenda. Hvala lepa, direktor Boštjančič. Pozdrav vsem. Najprej bi omenil, da policijo veseli, da že več kot 10 let dobro sodelujemo s Parkom vojaške zgodovine, najprej na področju izmenjave oziroma predaje nekaterih muzejskih eksponatov. Začelo se že leta 2010 s predajo specialnega oklepnega vozila TAM 150 BVP. V nadaljevanju je direktor že omenil predajo policijskega čolna do helikopterja AB 212 in tako naprej in tako naprej. Drugo leto zapored sodelujemo na dogodku Zgodovikend z dinamičnim prikazom dela policije in pa z statičnim, se pravi predstavitev različnih policijskih enot in pa seveda tudi predstavitve možnosti zaposlovanja v policiji, dela v policiji in drugih zanimivih stvari. Letos se bomo predstavili z dinamičnim prikazom z delom oddelka za protibombno zaščito. Bombni tehniki specialne enote bodo prikazali ravnanje s sumljivim predmetom in pa uporabo 2 robotov, večjega in manjšega. Slednji je bil kupljen s sredstvi Evropske unije, zato bo v tem času, v tem priložnosti tudi promocija EU sredstev. V nadaljevanju načrtujemo prelet policijskega helikopterja s kakšnim manevrom. Vsi obiskovalci so vljudno vabljeni, da vsi ogledajo naše stojnice, predstavitev dela prometnih policistov, predstavitev dela vodnikov službenih psov, splošnih policistov, kriminalističnih tehnikov in drugih sodelujočih. Tako da, vljudno vabljeni. Hvala lepa, direktor.
Hvala lepa, Matjaž. Matjaž je res glavni koordinator tega sodelovanja policije tukaj v okviru zgodovikenda in res hvala lepa tudi za ta osebni angažma. Torej, predstavili se bodo tudi vozila nekdanje milice, predstavlja da se bodo gasilci PGD Postojna v okviru reševalne akcije ob avtomobilski nesreči, reševanje ob tem, gasilci starodobniki prostovoljnega gasilskega društva Studeno. Na svoj račun civilna zaščita se bo tukaj tudi predstavila v okviru zgodovikenda. Na svoj račun bodo prišli ljubitelji živali, si bodo lahko gledali tukaj aktivnosti kluba vodnikov reševalnih psov Postojna in pa rehabilitacijskega in trening centra za konje Napolitano iz okolice Pivke. V okviru zgodovikenda bodo organizirani tudi vodeni ogledi po muzejskih zbirkah, razstavah, prizoriščih zgodovikenda, knjižni sejem starin, militari, tako da res pestro dogajanje, otroške delavnice, parka vojaške zgodovine, Notranjskega muzeja, PGD Postojna, tako da bo tudi za najmlajše poskrbljeno. Dušica Kunaver bo tukaj v okviru zgodovikenda, gospa Dušica Kunaver predstavlja svojo novo knjigo, ki z imenom Vojska v slovenski ljudski pripovedi. Nova razstava je gostujoča razstava Idrijskega muzeja kot drugega največjega živosrebrnega rudnika na svetu. Ta dan so na ogled tudi ogledni depoji muzeja novejše zgodovine, novejše in sodobne zgodovine, Narodnega muzeja in Tehničnega muzeja, ki so tukaj v objektu D. Eden od vrhuncev dogajanja je pa predstavitev voznega dela zbirke parka vojaške zgodovine. Vsako leto požanje veliko zanimanje. Kot pomembna nova pridobitev bo tukaj predstavljen samohodni top ESU-76 iz druge svetovne vojne, ki ga je pred kratkim zamenjavo pridobil Vojaški muzej Slovenske vojske, pa bi povabil načelnika Vojaškega muzeja, podpolkovnika Hlasteca, če mogoče kratko predstavi to novo pridobitev in delo Vojaškega muzeja. Hvala lepa. Pozdravljeni tudi v imenu Vojaškega muzeja Slovenske vojske. Torej, Vojaški muzej Slovenske vojske od začetka delovanja parka vojaške zgodovine, torej 20 let, od leta 2004 tvorno sodeluje pri urejanju zbirke tako oklepnega kot artilerijskega orožja in zadnja pridobitev, ki jo z tem zgodovikendom predajamo v uporabo v park vojaške zgodovine, je sovjetski samohodni protioklepni top Su-76, ki smo ga v letošnjem letu pridobili za menjavo. Posebnost tega muzejskega predmeta je, da je letnik 42 in je v voznem stanju, torej včeraj smo videli film, kako je potoval policijski čoln. Ta samohodni top je težek samo 10 ton, pa smo ga včeraj z lahkoto pripeljali iz Ljubljane in ga tudi istovorili. To je ta zadevščina včeraj na platformi. Kot rečeno, zadeva je delujoča in od sobote naprej bo del zbirke parka vojaške zgodovine. V Vojaškem muzeju smo veseli, da lahko, glede na to, da je park odprtega tipa, da bodo lahko ta predmet, muzejski predmet, ki je drugo najbolj izdelano oklepno vozilo v zgodovini v Sovjetski zvezi, videli tudi ostali obiskovalci, da ga predamo, to vozilo oziroma ta predmet predamo v upravljanje. Prav tako pa bomo tudi z enim manjšim premikom na poti še vozilo Hammer, prvo vozilo, ki je prišlo v Slovenijo leta 1999 in je bilo vse skozi vozilo v 10. bataljonu, vozilo poveljnika 10. motoriziranega polka ali pa bataljona in je bilo prvo vozilo, ki je bilo tudi na Kosovem v okviru največjega kontingenta Slovenske vojske. Vozilo je pač
bom rekel, za vojaške namene upokojeno, je predmet Vojaškega muzeja in ga predajamo tudi v Park vojaške zgodovine. Še ena stvar je, v paviljonu A na podestu, kjer se vstopa v podmornico, je bila že kar nekaj let razstava o slovenski vojski. Zdaj pa glede na to, da smo v vojski spremenili uniforme, da smo kar nekaj novih sredstev pridobili, je bilo, bom rekel, zadnji čas, da tudi ažuriramo tisto predstavitev in tudi to bo v soboto na ogled. Tudi strani Vojaškega muzeja vljudno vabljeni na ogled vseh predmetov in veliko užitkov. Hvala lepa. Hvala lepa, načelnik. Najbolj pričakovan del nedeljskega dogajanja je pa dinamična predstavitev Slovenske vojske. Vojska se čez cel dan predstavlja na statični predstavitvi, sledi pa dinamična predstavitev, letos je to predstavitev enote za specialno delovanje in pa letalske enote Slovenske vojske. Pa bi prosil podpolkovnico Raduha, če mogoče predstavi ta del. Hvala, direktor. Lepo pozdravljeni novinarji, predstavniki medijev, kolega. Slovenska vojska se ves čas svojega delovanja izjemno trudi sodelovati z lokalno skupnostjo, civilnim okoljem, predstaviti svoje poslanstvo. Zato smo zelo veseli povabila in sodelovanja z Vojaškim muzejem, z Muzejem vojaške zgodovine v Pivki, s katerim nas ne veže samo ime, ampak to, da pripovedujejo naše pretekle zgodbe, kar je omenil že polkovnik Hlastec. Tudi v muzeju je na ogled naše vsakdanje delo in delovanje. V okviru zgodovikenda Slovenska vojska sodeluje vse 3 dni z upravo za obrambo in pa sodeluje pri organizaciji seznanitve vojaških obveznikov letnika 2006 z vpoklicem, s tem tradicionalnim dogodkom, ki vsakemu nariše ponos in nasmeh na obraz, zato ker je to res lep dogodek z bogatim izročilom. V soboto v vojašnici Stanislava Požarja v Pivki odpiramo svoja vrata, na katerem bomo predstavili vse, kar Slovenska vojska ima. Omogočali bomo tudi vožnjo z tankom M84 in drugimi oklepnimi vozili. Na razpolago bojo vsa oborožitev, oprema, znanje, pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, ki vam bojo z veseljem povedali svoje poslanstvo, zakaj smo v službi domovine in zakaj je naše srce pod uniformo za domovino. In obljubljamo vam zelo pestro in bogato dogajanje. V vojašnici ne boste videli samo Slovenske vojske, tam se bo predstavljali tudi naši kolegi iz policije, gasilci in zagotovo civilna zaščita in pa seveda vse, kar spada pod okvir nacionalne varnosti v sodelovanju z zgodovikendom. V nedeljo bo zgodba ponovljena v okviru muzeja v Pivki. Zagotavljali vam bomo podobno zgodbo z dinamično predstavitvijo enote za specialno delovanje, ki bo v to svojo dinamiko vključila različne elemente od letal v zraku, helikopterjev do tudi elementov na tleh. Tukaj boste videli 430. mornariški divizion, videli boste pehotnega vojaka, pehotno oborožitev. Prav tako bo omogočena vožnja z oklepnimi vozili, ne s tanki, zato ker se bojo vožnje izvajale v okviru muzeja v Pivki, ne na poligonu kot en dan pred tem. Tako da postavljen bo pult, kjer se boste lahko seznanili z tem, kako lahko sodelujete s Slovensko vojsko, kakšne so možnosti zaposlovanja, kje vas domovina potrebuje. Tako da vabljeni na zgodovikend in na dan odprtih vrat v vojašnici Pivka. Hvala lepa, podpolkovnica. Res zgodovikend je plod enega plodnega sodelovanja tako s policijo, vojsko, kupom drugih organizacij, gasilci, civilno zaščito in tudi civilno-družbenih organizacij. Tudi v nedeljo je seveda ostal BD,
kjer domujejo depoji državnih muzejev, si bodo lahko obiskovalci ob strokovnem vodenju ogledali tudi novo razstavo Kolesa usod in izkoristili pač to priložnost za neko poglobljeno spoznavanje teh razstavljenih predmetov v tem objektu. Vse militari, starin in knjig smo omenjali. Zdaj, v okviru zgodovikenda v parku običajno predstavimo tudi druge novosti v našem muzeju. V letošnjem letu smo v okviru projekta, ki ga je podprlo Ministrstvo za kulturo, posebno pozornost posvetili prilagoditvi ogleda muzejskih zbirk, razstav in zbirk ranljivim skupinam. Za gibalno ovirane smo tako omogočili virtualen ogled notranjosti Podmornice, notranjosti policijskega čolna in utrdbe na Primožu. Do konca leta bomo omogočili še virtualen ogled notranjosti 2 oklepnih vozil, kar pač gibalno ovirani sami, za razliko od drugih obiskovalcev, ne morejo. Za potrebe oseb s težavami z vidom smo pripravili miniature naših večjih nosilnih eksponatov, ki jih obiskovalci lahko primejo v roke, se z dotikom seznanijo s podrobnostmi predstavljenih vozil, namreč osebe s težavami z vidom že zdaj, pa nas seveda lahko potipajo originalne eksponate, razen mogoče letal, ki so dvignjena od tal, ampak glede na dimenzije, težko dobijo občutek nad proporci, tako da smo se odločili za pripraviti te miniature, ki so tudi iz obstojnega materijala, da jih lahko dotaknejo in dobijo občutek nad dimenzijami in detajli. To je miniature, večina jih je v merilu 1:14. Za slabovidne smo tudi pripravili dodatno osvetlitev razstave o enigmi in pa razstave Pot v samostojnost. Poseben poudarek pa smo letos namenili gluhim in naglušnim obiskovalcem. S pomočjo gospoda Sama Dolenca smo prilagodili vodenje po muzejskih zbirkah in ga prevedli v slovenski znakovni jezik. Tako imajo obiskovalci možnost na 8 lokacijah v parku vojaške zgodovine z mobilnim telefonom skenirati QR kodo, ki jih vodi do videovodnika v znakovnem jeziku. Posneli smo tudi videovodnik v mednarodni kretnji, ki bo na isti način tujim obiskovalcem na voljo do konca letošnjega leta. Pa bi prosil mogoče gospoda Sama Dolenca, če bi predstavil. Ja, prosim. Najlepša hvala muzeju za vabilo. Rad bi se zahvalil Parku vojaške zgodovine Pivka za sodelovanje. Jaz sem gluh tolmač, sem gluha oseba, imam gluhe starše in celo življenje sem odraščal kot gluha oseba. Želim povedati, da je muzej v Pivki, da bi želel, da tudi drugi muzeji posnemajo to, kar je muzej v Pivki naredil, ker je to zelo pomembno. Slovenski jezik in slovenski znakovni jezik pač nista enaka, imata veliko razlik. Tukaj so vsebine dostopne, kot je že povedal direktor, na 8 različnih lokacijah. Še vedno pa želim povedati, da če je zraven vodič, lahko res poglobljeno pove vsebino, v video vodiču so predstavljene bolj osnove. Še enkrat hvala za sodelovanje. Hvala lepa, gospod Samo, hvala lepa, gospa Maruša. Res nam je veliko veselja, da smo lahko naredili ta korak, da smo imeli možnost in da postajamo iz dneva v dan bolj odprti tudi za vse ranljive skupine. Toliko, mogoče v zgodovikendu. Seveda pripravljeni za vprašanja, tako gostje kot jaz. Mogoče še par besed o letošnji turistični sezoni. Zadovoljni, torej na letni ravni beležimo 5% rast obiska glede na lansko leto. Prepričani smo, da bo tudi bogat, dobro speljan zgodovikend, vse te nove pridobitve privablja še dodatne obiskovalce, prispevali k nadaljnji rasti in razvoju parka vojaške zgodovine.
Tako da, hvala lepa. Hvala za vašo udeležbo, hvala gostom, res še enkrat hvala gospa Maruša za to pomoč. Da ste se sploh lotili takega projekta. Mene malo zanima za kulisje ta organizacija, ki verjetno ni bila enostavna, če mogoče poveste, koliko ljudi sodeluje, koliko časa ste pripravljali nekaj takega. Ko smo šteli obroke za nedeljo, jih je čez 200, ne, krepko čez 200. To pa kaže dimenzijo teh udeležencev, sodelujočih. Zdaj imamo že nekaj kilometrine. Torej, mi smo tam leta 2006 že začeli z festivalom vojaške zgodovine, ki je že prvo leto bil velik uspeh in nam dal neko pomemben korajžo, videli smo priložnost. Je pa to, da festival vojaške zgodovine je temeljil na ponazoritvah vojaških spopadov, ponazoritvah vojaškega življenja, vojaških spopadov. Vsako leto smo ga posvetili drugi temi, drugemu zgodovinskemu obdobju, od francoskih vojn, napoleonskih vojn, prve svetovne vojne, potem smo dali vse večji poudarek drugi zaradi te naše tehnike, ki jo imamo. Ampak potem je nastopila korona in prekinila to tradicijo. Za njo pa vojna v Ukrajini, vojna v neposredni soseščini, in takrat smo rekli, da se vojne kot take igrali ne bomo, dokler imamo vojno kot novico številka 1 na poročilih. In naredili en tak, zasnovali zgodovikend kot obogaten muzejski vikend, ki pa je dobil s predstavitvijo, promocijo policije, slovenske vojske, drugih organizacij, gasilcev, civilne zaščite, tudi eno dodatno dimenzijo. Tako, je pa pač ekipa, to je glavni izziv, tudi skrajšamo dopust, se po 15. augustu že kar končajo, predvsem zaradi tega, ker je treba, je obsežen organizacijski zalogaj. Kaj pa mogoče klientela, koga pričakujete? To je dogodek, ki je v osnovi namenjen družinam. Družinski dogodek kot tak zasnovan, zato je tudi bogat program namenjen otrokom. To pestro dogajanje res navdušuje družine, ki so ključna ciljna publika. Res, da prihajajo tudi skupine vojaških entuziastov, ljubiteljev vojaške tehnike in tako naprej, tudi iz tujine, ker je prepoznaven dogodek tudi v tujini, predvsem zaradi predstavitve te stare vojaške tehnike, predstavitve slovenske vojske, policije. Tako da tukaj iz zamejstva, tudi iz pač iz tujine, ampak mogoče slovenska družina je ciljna publika tega dogodka. Hvala. Kako pričakujete obiska zdaj teh 3 dneh? Zdaj, težko rečemo glede na vreme, ampak to je vsekakor, ko imamo več tisoč obiskovalcih, ali ne bi rad, napovedoval, to je dogodek odvisen od vremena, ampak v nedeljo se pričakuje stabilno vreme, poletje se je žal poslovilo, ampak pričakuje se stabilno vreme, to je, če ni nekega resnega dežja, poteka vse skupaj nemoteno. Zanimanje bistveno več kot lani, Ja. Po klikih na spletno stran, ker lani so bile v fokusu poplave in nismo vedeli, koliko oglaševati, nismo tako. Zanimanje je zelo veliko, zdaj park je velik, omogoča tudi dosti parkirišč, ampak vseeno, mi imamo rezervirana parkirišča, imamo rezervirane pa prevoze, ki vozijo od parkirišč do parka, poskrbljeno za gostinsko ponudbo, več gostincev, tako da jaz mislim, da nihče ne bo lačen, žejen, glede na pestrost programa mu ne bi smelo biti dolg čas, in tudi, ko ste mi prevozi in tu ne bi smelo biti večjih, mislim, tu teče,
gasilci so angažirani v usmerjanje prometa, ne. Je pa res organizacijsko je to zahteven zalogaj, ne, ki v bistvu v veliki meri temelji tudi na naših dolgoletnih izkušnjah, ki jih imamo s tovrstnimi dogodki. Kaj pa v bistvu v zadnjih letih povprečno mogoče, to pa številke verjetno imate po... Na Zgodvikendu? Ja. Ja, tam na Zgodvikendu je bilo recimo v zadnjih letih, lani je bilo tam v celem Zgodvikendu med 5 in 6 tisoč obiskovalcev, ne. To je obseg tega dogodka in toliko je bil približno tudi festival recimo v preteklih letih, ne. Res v odvisnosti od vremena, odvisnosti mogoče tudi od kakšnih drugih dogodkov, soseščini, ampak to je neki obseg tega našega dogodka. Tako da je pomemben, ne, tudi v letni statistiki Parka vojaške zgodovine in mislim, da tudi letos, no, tudi s to novo razstavo z vsem skupaj, da bo privabil obiskovalce. Jaz bi sam še vprašala tlele pri predstavitvi Slovenske vojske, ki prej omenil dve enoti. Enoto za specialno delovanje in enoto za, ki se bosta predstavili. Torej enota vojaškega letalstva, bo tudi mornarična enota, logistična enota, vse enote v dinamični predstavitvi, ki je najbolj očitne, ki je obiskovalci najraje. 15. brigada vojaškega letalstva in zračne obrambe je čist točna dikcija, ne. To je enota za specialno delovanje in 15. brigada v dinamični predstavitvi. Tako. Pa torej, pa tisti, ki bodo zagotavljali prevoze, to so zelo veliko pisanih baret bo naprej. Dobro, če ne, se vam lepo zahvaljujem, ne. Vsi skupaj smo povabljeni Andreja dol na malco, ne, da nekako... Ja. Zdaj, tukaj v sosednjem prostoru nastaja ta razstava o bombardiranjih, ni še panojev, ni še, ampak samo toliko mogoče za en občutek. Zadaj se ta projekcijska dvorana je narejena, pa mogoče Peter lahko predstaviš lih informat, ne. Dva informata bosta, eden tukaj, kjer se bodo predstavljala bombardiranja Slovenije, v pritličju bo pa informat, kjer bo gradivo o bombardiranih dogodb po Evropi. Mogoče samo še to vprašanje, glede na to, da bo avtor razstave predal ogromno dokumentacije o bombardiranjih, a ste razmišljali, da bi vzpostavili nek raziskovalni center ali je to mogoče še prezgodaj govoriti? To je vsekakor ni namenjeno temu, da uskladišmo to gradivo, ne. Zahteva pa seveda določeno obdelavo, ne. Tako da kliče po nekem formiranju nekega raziskovalnega centra, ne, ker ta dediščina bombardiranj, ne, pa ne samo zavezniških, tudi vseh drugih v Evropi, je zelo obsežna, zelo velika in je nekako bila prikrita ob vseh drugih temah, ne, in se mi zdi, da glede na žrtve, glede na porušena mesta, ulice, da velja vzpostaviti nekaj takšnega, nek dokumentacijsko-raziskovalni center in da to bo eden od fokusov Parka vojaške zgodovine v prihodnje. Če ni več vprašanj, ne, za izjave pa se sprehodimo še tja v sosednji prostor, pa ne uiti, ker skočimo skupaj nekaj pomalca, no, ne.